Ja, bom kar prosila moje gostje, da se mi pridružijo. Naša naloga je, da se poskušamo v kratkem pogovoru samo dotakniti domače prakse. Nimamo priložnosti za velike, bom rekla, esejske predstavitve. Verjamem, da je to šele začetek tega odpiranja javne razprave in iskanja poti do bolj pravičnega in enakovrednega urejanja javnega prostora. Moji gostje so predstavnice skupin akterjev, ki imajo različne vloge v urejanju javnega prostora, kjer se pravzaprav ta vključujoča politika daleč najbolj pozna in odrazi. Ideja je, kot rečeno, kratko, da se dotaknemo različnih nivojev in začela bom od zgoraj navzdol, zato ker je po eni strani, smo lepo slišali, zelo pomembna politična volja. Ko se enkrat začnemo zavedati teh razlik, ko enkrat začutimo te razlike, vsakega se to dotakne malo drugače, vsak ima te izkušnje drugačne, pa vendar, zdaj so zelo privrele na površje, zelo veliko se pogovarjamo o tem v posameznih mestih, v posameznih skupinah, na nivoju skupne evropske države, če hočete, tudi na globalnem nivoju, Združeni narodi nas na to opozarjajo. Veliko govorimo o razslojevanju družbe in en del tega razslojevanja je bil danes zelo lepo razplasten, pravzaprav tukaj se kaže tudi skozi to spolno orientirano urejanje prostora oziroma skozi to pravzaprav zapostavljenost celotne skupine deklet in žensk v urejanju prostora. In tudi potem seveda rabi prostora, kar smo zelo lepo videli. Zdaj, najprej prvo vprašanje, zakaj najprej beseda župani? No, zato, ker je zelo veliko pri tem, da začnemo s pilotnimi projekti, da sploh odpremo temo in da se nekako udomačimo v njej, odvisno tudi od politične volje. Seveda lahko raziskujemo kot nevladne organizacije in akademski raziskovalci na vse možne načine in tudi pilotiramo, ampak če imamo podporo političnega vodstva, se stvari začnejo obračati hitreje, drugače in tudi učinek je drugačen. Zato, gospa županja, mogoče najprej vi odprete, pa tako, začnemo z eno osebno perspektivo, kako se tega zavedamo, koliko se tega zavedamo. Se nam zdi pomembno, da ženske odpiramo vprašanja žensk in kako se to v majhni slovenski občini, ki pa je sigurno vroča razvojna točka zaradi velike turistične zanimivosti in izjemnega pritiska po tem, da bi se tam gradilo in pravzaprav zelo komercialno urejalo prostor, ne pa pretežno mislilo na kakovost življenja in na prebivalce in vsakdanje življenje. Hvala lepa. Najprej en lep pozdrav še z moje strani in seveda hvala za povabilo. Moram reči, da že to, da sem ženska kot županja v Sloveniji ni prav pogosto, približno 20% žensk imamo župan po občinah. Moram reči, da tudi vem, da sem druga županja na Gorenjskem, v občini Kranjska Gora pa prva, pač po enih 4 županjih, tako da že to zastopanje je tudi nekaj. Moram reči, da prav probam tudi kot ženska malo gledati in na prostor in na vse te zadeve in predvsem na urejanje vsega tega. Zato smo se kot občina Kranjska Gora lotili marsikaterih strategij, ki niso potrebne za tako majhno občino. Da naj omenim samo stanovanjsko strategijo, ki se nam zdi prav zelo pomembna, tudi pri oblikovanju nekako prostora, mogoče malo širše. In sicer pri nas se srečujemo s problematiko, stanovanjsko problematiko za mlade, kajti naša občina, kot je bilo že povedano, je zelo turistična, zanimiva, prostor je omejen, interesi kapitala so veliki in zato smo se prvo lotili stanovanjske strategije, da bomo malo raziskali, kakšne so potrebe naših občanov, predvsem mladih, da bi ostali v dolini, in zato delamo to strategijo. In sem prepričana, da mogoče res kot ženska bolj probam te zadeve mogoče drugače usmerjati, tako da sicer pa v prostoru, moram reči, da absolutno gledamo na to, da je naš prostor, bom rekla, za naše občane, za vseh spolov in seveda predvsem tudi za mame z otroci,
zelo, bom rekla, primeren. Tako da toliko na kratko, no, ne vem, zdaj, če sem čisto vse odgovorila, mogoče sem malo zašla, ker res jaz prostor res gledam širše, tudi v smislu naravnega okolja, ki ga želimo zaščititi in tako naprej. Tako da toliko na kratko, pa mogoče pol še. Mogoče še v drugem delu, ja, kaj o tem, kako se odpira vrata ženskim pogledom z te upravno-politične ravni. Urška Kranjc je projektantka, krajinska arhitektka, kot rečeno aktivna v podjetju Ljubljanski urbanistični zavod in pa tudi članica društva Pazi park, ki je eno od tistih, ki se je zelo zgodaj pravzaprav spustilo na ta vprašanja uporabnik, prostor in na poglede, kako pravzaprav, kakšne so tukaj razlike, kakšne so potrebe in kako to mogoče malo atipično delati. Preden ti predam besedo, Urško, moram jo tikati, ker sva res že dolga leta prijateljici in kolegici. Mogoče še to, no, kako si se ti sama v tem znašla. Jaz se tako zelo dobro namreč spomnim tega svojega vstopa iz šolskega okolja, ker do konca študija se mi je še zdelo, da je mogoče zelo pravičen in enakovreden svet in moje življenje. Potem sem se začela bolj zavedati tega, da v inženirskih krogih, na primer ženska in inženirka, to je specifičen položaj, ne? Vedno opisujem te zakajene pisarne in kolege, ki me rabijo sicer, ampak ne ostanejo, veselo kadijo v moj obraz in me sprašujejo vprašanja, ki naj bi jih pomagala rešiti. Tako da, Urška, a lahko prosim ti tudi tako malo iz osebne perspektive, potem pa zlezeš v strokovni del in nam nekaj poveš o tem, kako se vi ali pa ti tudi osebno soočaš s tem vprašanjem in kako ga probaš integrirati ženski, dekliški pogled. Hvala. Zdaj si me spomnila na eno prigodo, ko sem kot študentka pomagala pri urejanju ene površine javne v Kranjski Gori. Pa ne bi to takrat en starejši gospod, en gradbenik, to je že imel za osnovo. In jaz sem bila ultra samozavestna, ne vem, kje sem našla to samozavest, ampak jaz sem ga čist dala v koš, da on nima pojma. Tako ne vem, če bi zdaj si upala, no. Ampak ja, sigurno je ena, mislim, je pač potrebno imeti to samozavest, po mojem, ko priješ iz fakultete, da pol počasi ugotoviš, da v bistvu še ne veš nič. In se mi pa zdi fajn, da je bila prva taka moja izkušnja v bistvu povezana z otroci, ki me je mogoče spravila malo v to, zaradi česar si me povabila. Ker se mi zdi, ja, da v bistvu urejanje igrišč je ena taka specifična tema, ki mogoče se sliši ali pa na prvi pogled izgleda zelo taka obstranska, pa malo posebna, pa da nima zares veze z ta pravo arhitekturo in javnim prostorom, ampak v resnici se mi zdi, da je glih obratno, no. Se mi zdi, da je en tak zelo dober uvod v to, da se naučiš razmišljati z vsemi uporabniki v mislih, pa ne samo glede na spol, ampak tudi mogoče še bolj kot glede na spol, glede na njihovo sposobnost ali pa glede na njihove potrebe, ki niti niso nujno vezane na spol, ampak so lahko tudi na starost, pa še na vse kaj drugega, kar smo tudi že danes slišali. Tako da ja, se mi zdi, da ta lekcija bi jo mogli verjetno vsi čim prej dati skozi, zato ker se hkrati poglobiš tudi v razlike med spoloma, razlike v uporabnikih glede na različne tudi omejitve rabe in tako naprej. In potem v praksi pride tudi do raznih momentov razočaranja, ko na primer ugotoviš, da je, ne vem, igralo za otroke z oviranostmi 3-krat dražje od istega igrala, ki ni prilagojeno. Ja. Tako da gre
mislim, da za zelo take kompleksne načine, kako nasloviti to temo, ker pač ni zmeraj enostavno tudi z vidika financ in sploh pač se mi zdi, da je res kompleksna tema, no? Tako da je prav, da se pogovarjamo o njej. Ja, hvala. Super poudarek. Zdi se mi, velikrat je tako, verjetno se boste tisti, ki ste načrtovalci, strinjali, da so zelo te obrobne, marginalne teme, drobne teme, pravzaprav lepa ilustracija velikih meril in večjih zgodb. Tako da se mi zdi to, se kar strinjam s tem, da v bistvu je otroško igrišče dosti dober poligon, da se veliko stvari naučimo o družbi in o tem, kako družba je pripravljena slišati, videti celotno skupnost in ukrepati v njeno dobro. Mislim, ta podatek, naprimer, o tej ceni igrala je tako ena taka oblika segregacije, ki se ne veže na spol, ampak na fizično sposobnost in je res tako težko razumeti, posebej za tiste, mislim, če veš, kako se igrala konstruirati, je jasno, da to gre pravzaprav za izkoriščanje specifičnega trga in ozkosti uporabniške skupine, ne pa za resnične stroške. Tako da to so res, stvari grejo zelo globoko. In zdaj bom dala besedo Katjuši Šavc. Ona prihaja iz nevladne organizacije, Fokus je nevladna organizacija, Društvo za sonaravni razvoj. In Katjuša se bo dotaknila predvsem polja mobilnosti in vprašanja razlikovanja v mobilnosti. In to je eno od področij, ki je zdaj prav preko podnebne politike mogoče dobilo eno najbolj takih, najbolj je osrediščeno v smislu javnih politik. In tukaj pravzaprav je zelo zanimivo, da se še vedno zelo veliko vrtimo okrog avta in se pravi prevozništva, ki je zelo specifično, bistveno manj pa naprimer okrog ženske v mobilnosti ali pa vseh drugih skupin, ki so dosti bolj odvisne naprimer od hoje in od javnega prometa in v izrazito podrejenem položaju v smislu reda. Nenazadnje je pač ta najbolj znani primer iz Omeje, Švedske, pravzaprav ta, ko se v bistvu zavemo, da imamo sredi zime veliko poškodovanih in da so te poškodovane in ti ljudje, ki so doživeli neko nesrečo, ženske, se zavemo, da smo pravzaprav pozabili počistiti pločnike in avtobusne postaje, ker se takoj zjutraj, ko zapade sneg, zakadimo na ceste, ker moramo vendar narediti ceste prevozne. In ko se ta slika preobrne, v bistvu takoj se statistika spremeni in te polomljene noge in zlomljene roke jih ni več. Tako da to so v bistvu velike stvari in Katjuša, lepo prosim, če nas lahko mogoče popelješ malo še na to področje in nam poveš, kako je ta vidik zdaj že integriran, koliko je že viden, predvsem tudi z tega se mi zdi pomembno povedati, z tega vidika, da to so teme, ki jih odpirajo nevladne organizacije. Govorimo o tem, da nekdo, ki se postavi v vlogo zagovornika teh uporabniških skupin, odpira teme. Ne govorimo o glavnem toku prometne politike ali pa mobilnostne politike. Tako da, hvala Katjuša, ker si z nami. Ja, no, mogoče pri nas na Društvu Fokus smo začeli odpirati te vidika vključevanja spola v naše delo, predvsem ko smo se začeli ukvarjati z energetsko revščino, kjer so ženske disproporcionalno bolj zastopane. In hkrati smo pa potem to začeli tudi na področju mobilnosti prenašati. In z našim delom na prevozni revščini je seveda ugotovljeno, da je spol definitivno ena izmed teh elementov, ki seveda vpliva na to, kako nekdo izkuša, kakšne možnosti ima za prevoz. Disproporcionalno so tu not predvsem starejše ženske, sploh tiste brez tega izpita za avto. Disproporcionalno so zastopane matere samohranilke in pa seveda vse to se pa seveda zaostri, če govorimo, da potem so še neki dodatni faktorji, kot so etnična pripadnost, gibalna oviranost in tako naprej. Predtem morda smo tudi sami bolj poudarjali ta okoljski vidik, vse se da, ampak v smislu bolj ta aktivistični, proč od avta, na kolo, peš.
Ampak včasih gotovimo, ne, da je res treba bolj to uporabniško izkušnjo različnih skupin ljudi upoštevati. Če pa se mogoče samo dotaknem tega, da na lokalni ravni v Sloveniji strateških dokumenti, kot so na primer celostne prometne strategije, ki najbolj morda vplivajo na to, kaj se dejansko potem dogaja na lokalni ravni. In zdaj, ko smo v eni analizi brali te nove dokumente, v resnici je prišlo do nekega zavedanja, da pomembno je gledati na gibalno ovirane, pomembno je gledati na otroke, pomembna je varnost, ampak sam ta vidik spola pa v bistvu sploh nismo zasledili v teh celostnih prometnih strategijah. Sprašujem se, koliko je dejansko bilo to narejeno, a so se upoštevali neki po spolu deljeni podatki, kakšni so bili konzorciji, ki so načrtovali te strategije. Tudi same občine v resnici nimajo, nekatere sicer imajo te akcijske načrte za enakost spolov, ki naj bi predvidevali neke ukrepe, neke izboljšave v nekih teh skupinah, ki to delajo, ampak v resnici ne vem, če so to neki res robustni procesi v neki občinski ravni, ki bi potem morda vodili v neke bolj enakomerne skupine, ki to pripravljajo in ki bi potencialno lahko na koncu sproducirali neke boljše strateške dokumente. Mogoče pa pozitivno to, da vseeno se veliko ukrepov v teh celostnih prometnih strategijah, ki se sicer bolj nanašajo na ta trajnostni vidik, seveda v večini tudi prikrivajo z ukrepi, ki grejo v smeri pač lajšanja prevozne revščine, kjer pa so ženske še vedno bolj zastopane. Hvala. Zdaj pa se mi zdi lepa iztočnica. Po eni strani zdaj Maša Cvetko in Klara Jamnik, vidve po eni strani Društvo Prostorož in projekt Punce in javni prostor. Zdaj to vprašanje, mislim, ali pa kar ta zgodba, kako so organizirane delovne skupine na posameznih področjih, kako sploh a je treba imeti, zato da se zavemo ženskega vidika ali pa vprašanja potreb žensk, tudi ženske vključene. To se mi zdi mogoče zanimivo, če lahko malo not pripeljete. In potem počasi preko tega, kako vaša delovna skupina, se pravi v urbanističnem studiu dela in potem kako ste se pravzaprav povezali s projektom, potem bom pa še posebej tudi Klari dala besedo. Tako da, sej meni je zanimivo, da vedno, ko se pogovarjamo ali pa ko smo v skupini strokovnjakov na temo javnega prostora, mislim, se lahko že tukaj pogledamo, je specifično za ženske, ampak tako mislim, da nas je vsaj 95 žensk v tem prostoru, torej tudi na splošno, ko govorimo o javnem prostoru, mislim, da to področje strokovno pokrivajo predvsem ženske, kakor da bi to bilo nekako tako sekundarnega pomena, tako vedno arhitekti, mislim, da se nekako ne ukvarjajo toliko s to temo, tako da, to se mi zdi v bistvu zelo zanimivo. Drugače pa mogoče samo, če se še navežem na to osebno izkušnjo, zato ker jaz tudi recimo sem bolj postala pozorna na, mislim, da je vsak v določenem življenjskem obdobju bolj ranljiv, tako da si bolj pozoren na to, tako da jaz sem tudi recimo takrat, ko sem bila noseča ali pa imela male otroke, veliko bolj opažala, kje so v bistvu neke nepravilnosti v mestu, tako da kako pa v bistvu to vključevanje žensk poteka, to bi se pa mogoče že takoj navezala na to raziskavo, ki smo jo delali v okviru projekta Punce in javni prostor. Zanimivo je bilo to, da so dekleta večinoma izražala željo potem, da si želijo biti vključene. Mi smo spraševali fante in dekleta, vsaj pol jih je odgovorilo, da si želijo več sodelovanja, ker v bistvu nikoli skoraj nimajo priložnosti, da bi sodelovali pri načrtovanju javnih površin. Tako da tle je zelo en velik potencial, ki v bistvu še ni izkoriščen. Tako da malo sem mislila še povedati o tem, kaj so bile naše ugotovitve, ampak mogoče lahko tudi Klara najprej predstavi raziskavo. Klara, mogoče preden predstaviš raziskavo, nam predstaviš mogoče
ker si nekako najmlajša, najbližje šoli, me zanima tudi to, no, v študijskem procesu, a je danes, v današnjem času, ko je tako aktualna tema, ki je prisotna, a se odpira, se pripravi mlade načrtovalce na vprašanje, na pogled, na vidik, ali kako je zdaj mogoče s tem tudi v tem smislu, potem pa kar na projekt. Okay. Mogoče na kratko o študijskem procesu, ker jaz sicer ne izhajam iz urbanističnih ali pa arhitekturnih študij, ampak iz študija psihologije in potem kognitivne znanosti, tako da se bolj spoznam na ta raziskovalni aspekt, prek katerega sem tudi prišla na ta projekt Punce in javni prostor. Ampak sem tudi tekom današnjega dneva malo reflektirala študij, da je v bistvu se mi je zdelo čudno, da v bistvu na samem študiju psihologije sploh zares ne omenjamo vidika spola ali pa ženske ali pa ne reflektiramo tudi nekih medosebnih dinamik in odnosov, ki bi jih morali naslavljati. Se vidimo pač po statistikah, recimo nasilje je še vedno zelo prisotno, predvsem do žensk, se pravi spolno nasilje, drugo nasilje, dinamike v medosebnih odnosih in ne moremo, kot je ena izmed govork fino nastavila, vsega rešiti samo v načrtovanju javnega prostora, ampak tudi z odpiranjem debate o položaju in o medosebnih odnosih. Tako da se mi zdi, da mi je v tem smislu v študiju tega kar umanjkalo. Moja izkušnja Ljubljane kot mlade ženske in mlade osebe se mi zdi, da zelo pride v ospredje to, da se velikokrat pojavi vprašanje, kje pa preživeti zdaj ta čas med predavanji, kje nekako viseti, hangati, kje se družiti s vrstniki, prijatelji, ampak predvsem iz tega finančnega aspekta tudi, kateri so neki prostori, kjer ne boš porabil cele svoje štipendije v enem ali pa v 2 tednih, kje te bodo natakarji na lepe oči spustili na WC ali pa kje se ne rabiš zlagati, da imaš vsakič znova menstro, zato da pač simpatizirajo s tabo in da greš lahko zastonj na WC. Ker se mi zdi, da je iz tega vidika Ljubljana precej neprijazna in precej center Ljubljane predvsem in da se iščejo neki alternativni prostori na ta način. In iz tega vidika se mi je zdela tudi raziskava Punce in javni prostor ključna, da se da mladim najstnicam, mladim puncam glas, da povejo, kaj jim manjka v tem mestu, ker se mi zdi, da je bilo to v bistvu prva priložnost, kjer so bile zares vprašane o tem in zares slišane. Mi smo sicer vključili mlade od 15. do 19. leta starosti, tako da ne čist moje izkušnje, ampak bolj srednješolske izkušnje. In smo jih vprašali tako v intervjujih, kot tudi v anketi, v kateri je sodelovalo tudi več kot 600 mladih iz veliko ljubljanskih srednjih šol. In glavni poudarki so bili mogoče to, kar sem tudi sama izpostavila, predvsem potreba po prostorih, kjer se lahko nekako neformalno zadržuješ, družiš, lahko delaš, nekako zadovoljiš različnim interesom, hkrati bi se nekdo v skupini rad pogovarjal, drug je lačen ali pa rabi neki zapit, nekdo se mora učiti naslednji dan za spraševanje in kako v bistvu se prilagoditi, ker punce so poudarile, da se večinoma družijo v skupinicah in ne samo pač v dvojicah recimo in da jim je pomembno potem, kako na ta način zbirajo nek prostor, kjer se zadržujejo. Pomemben aspekt je mogoče bil tudi glede čakanja, da veliko se jih vozi v srednjo šolo v Ljubljani in kje kvalitetno ali pa prijetno preživeti ta prostor, tudi v povezavi z javnim prometom, ki je iz Ljubljane do lokalnih krajev zelo občasen in bi se ga dalo še precej izboljšati. Hkrati mi je bilo pa zanimivo, da so poudarjale, da imajo rade zelene elemente, ne samo, da so zelene površine prisotne v mestu Ljubljani, to so pohvalile, ampak predvsem tudi zeleni elementi po drugih, mogoče bolj trgih ali pa drugih prostorih, ki so bolj urbani.
Tako, pa mogoče, da še Maša nadaljuje, kaj to tudi pomeni za neko urbanistično načrtovanje. Ja, mogoče sem skok vmes, super, hvala, super pojasnilo. Dve stvari se mi zdita pomembni. Ta v bistvu ne vprašati. Eno so podatki, ki jih lahko zbiramo, drugo je pa potem tudi res vprašati, pogovarjati se, ujeti te izraze, to terminologijo, če hočete, tudi to temperaturo odzivov, zato ker potem to verjetno pač čisto drugače polnomoči te, ki pač skušajo naprimer neke rešitve pa tudi uveljaviti. In kar se tega tiče, vi pravzaprav ves čas nekako tudi pri drugih projektih, a ne, v Studiu Prostorož gojite ta dialoški pristop v tem smislu vključevanja na informativni ravni, da bi potem rešitve čim bolj služile. Bile so tudi ankete pa vprašalniki, ampak tudi fokusne skupine, ne, kjer v bistvu dobiš največ teh osebnih podatkov. Ne, tako da to vedno probamo izvesti zraven pri teh analizah. Ja, hodila sem dodati mogoče samo še, ker poleg teh raziskav smo pa pol naredili še priporočila, ki so namenjena tako odločevalcem, načrtovalcem, vzdrževalcem, ravnateljem šole, ne, o tem, kako narediti mesta po meri mladih. Zdaj, tukaj bi se mogoče spet navezala na definicijo že sam javnega prostora, ne, ki govori, da javni prostor je brezplačen in pod enakimi pogoji dostopen, ne glede na spol, raso, socialni status in pa vero, ne, in že pri teh pogojih se zatakne, ne, ker če so mesta načrtovana po meri v bistvu nekega moškega srednjih let, ne, že avtomatično niso pod enakimi pogoji, ne. Tako da obravnavali smo predvsem površine, v katerih se mladi največ zadržujejo, torej okolice šol, parki, igrišča, pokriti javni oziroma poljavni prostori in pa avtobusne in železniške postaje, ne, to so tudi zelo pomembne površine, kjer mladi čakajo. In največje razlike med spoloma so se pokazale ravno pri igriščih, kot smo tudi videli pri analizi od Eveline. Torej, že tako ali tako so športna igrišča v bistvu zelo mali delež mladih oziroma sploh ljudi uporablja. Seveda so polna, ne, ampak te skupine, ki jih zasedajo, je zelo mali delež tega, ne. Tako da tukaj se mi zdi, da je zelo veliko še za narediti, a ne. Potem razlike so se pokazale pri sanitarijah, torej pri WC-jih, a ne. Dekleta so zelo hitro izključena, če sploh ni sanitarij ali pa so nevzdrževana, neosvetljena, slabo dostopna, a ne. Potem oprema, ne, kot je že Klara omenila, zelo različno, dekleta zelo različno uporabljajo javni prostor, a ne, torej one se več sprehajajo, več opazujejo okolico, rade so v manjših skupinah, a ne. Torej, že sam neka različna oprema v prostoru, ki so kot tribune za opazovanje, ploščadke, mogoče neka premična oprema ali pa okrogla sedišča, ne, to so tudi ene take stvari, ki bi bistveno pripomogle k temu, da bi se počutile bolj vključene, ne. Pol pa, kot si tudi ti že omenila, torej te neki prostori pokriti, kjer lahko preživljajo čas izven šole ali svojega doma, da se lahko socializirajo, da se družijo, učijo skupaj, a ne, tako so kot neke knjižnice, kreativni centri, hibridi vsega tega, v končni fazi tudi železniške ali avtobusne postaje bi to lahko bile, a ne. Tukaj so največje razlike. Skupno vsem pa se mi zdi, je bila ta pomen zelenih površin predvsem, a ne, tako da absolutno v okolici šol, železniških postaj krepiti čim več tega. Če sem prav razumela, to je projekt, ki pravzaprav vsem teče v okviru študijskega programa, in kar se meni zdi zanimivo je, ne, mogoče zareflektirati, kako študentke in študentje, upam, da so bili tudi študentje, na to reagirajo, ker to je le neke vrste, ne, tako je lepo Klara povedala, opolnomočenje, kar naenkrat se zaveš, da s svojim hrbtnikom znanja, ne, si na enem polju
pravzaprav nepripravljena, nekako ne veš čisto dobro, kako stopiti na to pot, družba pa pravzaprav že kliče po tej podpori. Tako da mogoče vseeno, če lahko še to odkomentirate, bi bilo... Študij, ta raziskava je potekala v okviru, mislim, sodelovanjem Filofaksa in pa Zavoda Tipovej. Tako da bi pa tebe prosila, da odgovoriš kot osebno izkušnjo. Mislim, kot osebno izkušnjo mene je v bistvu raziskava tudi spodbudila, da reflektiram po eni strani svojo izkušnjo tega, kako sploh uporabljam javni prostor. Po drugi strani me je pa napolnila tudi z idejami za mogoče bodoče projekte, tudi potem kot zdaj mlada oseba, ki je končala študij. In še razmišlja, kje se bom nekako našla, da vsakič znova nekako tudi pri bodočih v bistvu službah iščem, da so te teme naslovljene ali pa kje bi bil lahko ta prostor, kjer se na podoben način odpira diskusijo, na podoben način vključuje različne skupine, starostne in po spolu. Ne glede na to točno, o katerem področju se bom znašla. Tako. Ampak so bili vključeni, tudi študenti, torej mešana skupina je bila. Mogoče samo še v tej dinamiki, kako se je kaj kazalo razlike, ko ste imeli debate med fanti in dekleti? Se mi zdi, se pravi, 7 študentov nas je bilo, od tega 2 fanta. In je bilo zanimivo videti to dinamiko, ker sta bila sicer kar zgovorna, ampak sta na momente bila tako, dajte ve najprej povedati, mogoče kako se lotiti stvari in videlo se je, da smo se tako zelo nekako enakopravno lotevali, da smo si poskušali tudi dajati nekako prostor za vse ideje, da smo si me tudi poskušali, mislim, kar upale podvomiti v to, kar so oni predlagali. Tako. Ta zagovorniška pozicija, ne vem, si predstavljamo lahko zdaj tukaj po tem, kar smo danes poslušali, to so pač ta nova delovna mesta, ti svetovalci občinskih uprav, ki bi lahko odpirali poglede vsaj za neko dobo, če gledamo na Dunaj, za to, da se na primer vprašanje potreb in bom rekla, pričakovanj žensk in deklet bolj upošteva. In da se seveda iz tega pol preskoči v bolj vključujoče načrtovanje, ki tudi vse druge skupine, ki so danes bistveno manjkrat ali pa sploh ne vprašane, kako se počutijo, kaj potrebujejo in kje se pravzaprav najdejo v javnem prostoru, ki ima že tako sam po sebi nad sabo eno veliko, bom rekla, breme, da se pravzaprav izgublja, začenja se izgubljati, vedno bolj se komercializira in tega prostora uporabnega, zelo svobodnega javnega prostora je pravzaprav vedno manj. Tako da ta krepitev te zagovorniške pozicije in različnih pozicij, tako v okviru verjetno javnih uprav, v izobraževanju, pa tudi v nevladnem sektorju je samo vedno bolj pomembna, očitno. Katjuša, zdaj gremo nazaj, ta vrstni red. Mogoče zdaj tudi to odkomentiraš, to v kontekstu celostnih prometnih strategij ali pa sploh tega strateškega pristopa k prometni politiki novi in možnostim, da se to naslovi še bolj ambiciozno in tudi mogoče enim takim pogledom v prihodnost. A zdaj si predstavljamo, da po posameznih sektorskih politikah gledamo tudi na potrebe ali potrebujemo bolj celovite pristope, kako se pravzaprav na primer v prihodnosti vidimo, da bi lahko hitreje napredovali. Nekdo je prej imel vprašanje, kako ukrepati, kaj najprej narediti. Razumemo, da so majhni ukrepi, piloti, dobra pot, pa vendar strateško je tudi čas dozoreva. Ne moramo se delati, da Dunaj in drugi pred nami že niso naredili korakov in da so številna priporočila že čist zrela za to, da bi jih v prakso prenesli in ne bi evolucijsko 20 let potrebovali za to, da jim sledimo. Neki bolj progresivni strateški pristopi, ki bi že vsebovali neke te stvari,
Ne vem, mislim, najbrž je treba resno vzeti ta vključevanje vidika spola, ne. Ko delamo te strateške premisleke, recimo primer, ena od pomembnejših strateških dokumentov na področju prometa je tudi nacionalni energetsko podnebni načrt, ki vsebuje večji del, mislim, vsebuje tudi poglavje o prometu in tudi nakazuje ukrepe in pa tudi finance za do leta 2030. V tem dokumentu, na primer, ženske so omenjene zgolj v poglavju, ki govori o inovacijah in da bi mogle biti bolj prisotne v nekih teh tehničnih poklicih. Drugače jih pa ni. Recimo španski isti dokument, ne samo, da ženske dojema kot ranljivo skupino, celo podskupine, a ne, ženske, ki so bile podvržene družinskemu nasilju, kot eno izmed ranljivih skupin na področju prometa in pa energije. In jaz ne vem, mislim, da v procesu nacionalnega energetskega prometnega načrta ni bilo narejene niti neke osnovne, nekega gender impact assessment ali kakorkoli. Niti se, saj jaz ne bi vedela, ne spremlja razno razni ukrepi, ki so bodisi na ekoskladu za financiranje bodisi električnih vozil, bodisi nekih izboljšav v domu. Ne verjamem, da spremljajo, kakšen delež teh sredstev gre dejansko k ženskam na koncu, ker vemo, da so vseeno tradicionalno manj nagnjeni k temu, da se prijavljajo na take razpise. Tako da jaz mislim, da je to enostavno nekaj, kar je treba vzeti resno. Tudi zato najeti strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem vidikom spola, ker če ne, to mora biti kot kot smo naredili vse druge stvari, ki so potrebne za ta načrt ali pa za katerikoli strateški dokument, mora biti ta vidik spola isto prioriteta in mora biti nekdo zadolžen za to in temu tudi namenjene finance. In na ta način si predstavljam, da lahko pride v bistvu do nekih večjih premikov, no. Hvala. Ja, v resnici smo šli zdaj zelo blizu, rekla, političnemu polju, pa vendar več kot očitno. Ja, podatki kažejo, da je potrebno resno zastaviti in da v bistvu samo z nekimi naključnimi ali pa mimobežnimi projektnimi pristopi ne moremo velikih premikov doseči. Drugače se, kot rečeno, se zanimive stvari že dogajajo, ne. Zdaj, mogoče spet na ta projektantski nivo, če Katjuša kar podaš, pa bom jaz tega obdržala. Še ta, no, zdaj moment, ko smo pri prostorskem načrtovanju, mogoče in projektiranju, se pravi pri obeh področjih, kako tukaj lahko nekdo, ki je zelo noter v procesih dela, kaj lahko, a je treba to na primer že v projektnih nalogah upoštevati, ne, nekdo je dobro rekel natečaji, ne, pa je celo polje verjetno, ne, kakor cele zgodbe, romani se pišejo o tem, a so komisije dovolj dobro sestavljene, a so projektne naloge dovolj pozorno napisane, da se lahko spodbudi tiste, ki rešitve pripravljajo, da bodo upoštevali te vidike. Urška, mogoče nas popelješ v ta svet in nam pomagaš gledati naprej, kaj bi lahko na tem področju se zgodilo, da bi spremenili rešitve. Jaz se strinjam pač s tem, kar je predhodnica povedala, da bi bilo fajn, če bi te stvari vzeli resno, ker dokler jih ne vzamemo resno, so po mojem zelo odvisne od nekih posameznikov, ki jih slučajno te stvari zanimajo, pa pol, kadar dobijo projekt, to poskušajo vplesti, neko to znanje ali pa zavedanje ali pa interes. Recimo vsi vemo, ki smo se ukvarjali s šolami, da bi bilo fajn ta del šolskega prostora, ki je namenjen parkiranju učiteljev, ki pridejo v službo, da bi bilo recimo super to sprostiti in narediti iz tega nek javni prostor. To govorimo že dolgo, ampak mislim, da tega noben ne jemlje resno. In tudi mi kot projektanti pač ne moremo dlje od tega, kar dobimo kot projektno nalogo od naročnika. Tako da po mojem, dokler je vse odvisno od vesti tega, ki projektira, mogoče še ne bomo rešili vsega. Natečaji mogoče pomagajo, ampak nisem prepričana, ker pa morajo biti v komisiji sami taki, ki spadajo
ne vem, mogoče zdaj izpade tako pesimistično, ampak se mi zdi, da je to zelo dolg proces, no, pa da ni samo odvisen od tako samo enega segmenta družbe, no, ne vem, kako bi rekla. Ja, se strinjam, se strinjamo tudi, mislim, da so nam danes dopoldne lepo povedali, da je to proces, pa vendar se zdaj če se pogovarjamo tako, če gledamo naprej, pa če skušamo sestaviti ta mozaik, ker zdaj v bistvu nekako sestavljamo ta mozaik, ne, se mi zdi, da bi lahko, naprimer, jaz osebno sem prepričana, da bi lahko naprimer imeli v natečajni službi Zbornici za arhitekturo in prostor nekoga, ki bi bil specializiran za to, da se ta vidik vedno integrira, da pouči naročnika natečaja, da pouči komisijo in da nekako vodi v to smer, ne, da se, če je naprimer to ena od točk, kjer se lahko proces načrtovanja nekako vtaknemo, ne, da tako rečem. In v bistvu ta, kar hočem zdaj nekako napeljati, ko prihajamo do županje, ta človek, ki lahko pomaga misliti odločevalcem v kritičnih trenutkih, ne, zdaj verjetno vsaka od 212 slovenskih občin ne more imeti svojega strokovnjaka za vprašanja spola in vključenosti ali pa enakosti, lahko pa ima nekoga, mislim, zaposlenega, lahko pa ima nekoga, ki je, kot se reče, ne, na telefonu, ki projektno sodeluje in pomaga. In v resnici to so zdaj ta zanimiva vprašanja, kako integrirati to, kako svoje sodelavce nekako pripeljati do tega in ta prisluh dvigati na operativni ravni preko naprimer občinske uprave in položaja. Moram reči, da se mi to zdi zelo smiselno, no, tako pač tega strokovnjaka tudi za ta vidik spolov, da bo potrebno vključevati. Moram pa reči, da mogoče, če našo občino pogledam, smo večinoma ženske zaposlene. Mi imamo sicer smo zelo mala, mogoče malo podhranjena, 15 zaposlenih oziroma 17 z mano, od tega so samo 4 moški zaposleni. Tako da moram reči, da ta vidik sigurno kot ženske drugače gledamo ali pa sigurno, bom rekla, tudi pri kakšnih projektih, ko sodelujemo, imamo možnost, bom rekla, tudi z vidika žensk vplivati. Tudi pri pripravi strategije, a ne, tudi mi smo pripravljali občinsko prometno celostno strategijo, pa moram reči, da je prav iz publike ali pa od naših prebivalcev velika večina, ki so sodelovali, so bile ženske. Zdaj ne vem, so pri nas bolj pogumne ali pa bolj ka moški, no, so sodelovali in tudi je pa res, da mogoče je pri pripravi teh strategij ženske velikokrat izpostavljajo res, bom rekla, to zadevo z vidika varnosti ali pa z vidika pač uporabe, če smo zdaj pri cestno-prometni strategiji, teh poti za svoje otroke, a ne. To se pravi, bolj z tega vidika, kako bojo otroci varno prišli v šolo ali pa kako bi tako bolj z tega vidika. No, ampak se mi pa zdi, to absolutno ta strokovnjak, da tudi ta vidik spola upošteva, da bi bilo smiselno ga tudi pri manjših občinah bom rekla, upoštevati oziroma ga najeti za pri kakšnih projektih in tako naprej. Da bi ga pa imeli zaposlenega, pa definitivno je težko, ker smo pač premajhni. Ja, hvala, ampak zdaj se pravi, razumem in tudi razumem, da je občina že, ne, zato ste tudi danes z nami tukaj, ženska županja, a ne, občina pod posebnimi pritiski, pa hkrati ambiciozna, da bi nekako naredila nekaj za svoje prebivalce, ne samo za gospodarstvo, naprimer, ali pa za turistične obiskovalce. A je, naprimer, kako pomembna je višja raven? A je pomembno, da naprimer državna politika kakorkoli prispeva? A lahko akademsko polje in znanje, ki smo ga danes tudi nekako zaznali, integriramo na lokalni nivo, naprimer v politiko in tudi pol v operativo, tudi s pomočjo kakšnih še višjih ukrepov? A lahko država kaj naredi? Ne, govorili smo o sredstvih, vedno ko govorimo o naprimer vidiku žensk ali pa otrok, hitro govorimo tudi o participaciji. To je še ena od poleg javnega prostora, kjer v resnici vemo, da bi to moralo okrepiti, pa vedno zmanjka in sredstev in volje. A nas lahko mogoče še tukaj malo navdihnete, bi pričakovali kaj od države? No, sigurno bi bilo dobro, da bi bilo z višjega nivoja. Je pa drugače dejansko res to odvisen pač na lokalnem nivoju, kako se odločiš, a ne. Sigurno je pa dobrodošlo, če bo to neka usmeritev ali karkoli, ali z akademskih, sigurno z višjega ali državnega nivoja pa absolutno po mojem pobuda, da bi v tej smeri šlo.
Tako. Torej pomaga. Ja, tako. Se vam zdi, da pomaga? Ja, meni se zdi, da bi pomagali. Tako, če bi prišla pobuda iz višjega nivoja, a ne, bi več zanesljivo. Ne samo v tistih lokalnih skupnostih, kot smo ženske, tudi tam, ko je mogoče župan, bi se pač ta vidik pol upošteval. A ne. Zdaj, ko ste že to omenili, ker se ženske županje v Sloveniji povezujete in imate neko svojo skupnost in se dobivate, nas mogoče še malo vseeno tudi o tem seznante in nam date vedeti, kako vam to pomaga, a se ta skupnost krepi in kako gledajo mogoče kolegi na vas, a to prinaša neke, bom rekla, koristi pri tem, kako uveljavljate svoje poglede na vodenje občin. Se mi zdi, da je to zanimiva tema. Ja, zanimivo, no, moram reči, da obstaja klub županj, kjer se pač parkrat letno dobimo, se si malo izmenjamo, moram reči, da se običajno za srečanje odločimo, pa tudi neko temo odpremo. Velikokrat se pač ta tema nanaša na tekočo problematiko. Seveda se pa tudi malo pomenimo, bom rekla, o izzivih, s katerimi se srečujemo, mogoče tudi, bom rekla, na nivoju lokalnih skupnosti, kakšne težave se pojavljajo tudi ne samo, bom rekla, v odnosu do nasprotnega spola, ampak se mi zdi, no, to druženje, da je prvič koristno in seveda tudi prijetno, poleg tega je pa vedno v drugi občini, tako kot sem že rekla, če sem mislim, da nas je 23 no, županj ali pa 26, zdaj sem pa mogoče, se pravim, tam nekaj okrog 20. No. Skratka, tako da je to zelo dobrodošlo. No. Kar se mi zdi zanimivo je to, da ne, se pravi, ženska združenja zato, da bi se reševali splošni problemi, kakršni kot družba na splošno obravnavamo, ali tudi ta ženski vidik specifično je kdaj tema, je to v bistvu priložnost, da se senzibilizacija povečuje, koliko je to prisotno, to mogoče še to in tudi sicer pol gremo mogoče še en krog v teh drugih vidikih, no, ker to ukvarjanje z vprašanjem položaja žensk v poklicih, v stroki, v politiki, če hočemo, je nekako prisotno. Tudi zdaj so že podatki o tem, kako je ženska populacija na splošno ali pa tudi deklice prikrajšana, naprimer v rabi in urejanju prostora. Hkrati pa je vprašanje tega, kako to res upoštevamo, naprimer konkretno v javnem prostoru, kjer je pravzaprav naš interes skupni, da deluje čim boljši in da deluje v korist tako različnih skupin, kot predvsem tudi, bom rekla, ne samo izenačevanja, ampak tudi ustvarjanja skupnosti in možnosti za vse predstavnike. Tukaj smo pa mogoče še malo kratki in me zanima, a je to sploh kdaj tema, ta specifika, ali kako Moram reči, da je bila prav vse včasih bom rekla, vzpostavil kakšna debata na to temo, no, da bi bila pa prav to tema, pa ne. Bom rekla, je pa res, da ženske mogoče na urejanje prostora mogoče gledamo malo drugače in da tle mogoče tiste zadeve, ki jih mi vidimo, kjer so problematične, bom rekla, z skupnim nastopom nekako probamo vplivati ali na spremembe, ali pa da bi se karkoli spremenili. Je pa res, da se ne sam, bom rekla, kot župani se srečujemo tudi, bom rekla, z župani. Mi naprimer na Zgornjem Gorenjskem imamo enkrat mesečno sestanek z župani Zgornje Gorenjske. To nas je skupaj 7, jaz moram reči, da sem edina ženska, ampak ravno tako, no, bom rekla, rešujemo in jaz bom rekla, da bi res prav izpostavljali kakšne take vidike, ne, ampak če se pa predebatiramo, ampak mislim, no, da bolj ženske mogoče majčkeno drugače gledamo na vse zadeve in na prostor in na urejanje prostora in na reševanje kakšnih drugih zadev, no, tako. Ja, ne vem, naredimo še ta zadnji krog hitro za vsaka za en stavek refleksije, mogoče v tem duhu, no, in tega, kar smo slišali, kar je tako zelo navdihujoče, bi rekla, in tega, kje smo in kje bi mogoče kaj pričakovali ali pa si želeli, kako vidimo in svoje okolje, delovne pogoje in možnosti, da plasiramo to svoje znanje in občutljivost in to, kaj bi nam lahko naprimer še nas podprlo, da bi bili še bolj aktivni na to temo. Zdi se mi, da mogoče malo proti temu, kar sem prej rekla, no, ampak da vseeno se situacija izboljšuje, mogoče, no. Se mi zdi, da v primerjavi z, ne vem, desetletjem ali pa več nazaj lahko veliko stvari
najdemo, ki so se izboljšale, tudi in predvsem na področju prometa, čeprav še veliko vidimo možnih izboljšav. In ja, mislim, da pač te izkušnje, ki jih nabiramo tudi prek takih dogodkov, pa to, da delimo med sabo izkušnje, nas pač lahko vodi samo k temu, da jih čim boljš in čim bolj pogosto uporabljamo. Marsičesa tudi ne vemo, pa probamo, pa pol vidimo, kaj se dogaja. Tako da mislim, da pač je samo treba na vseh nivojih čim bolj upoštevati to, kar se naučimo iz preteklih izkušenj, pa kar vidimo vsak dan. Pa mogoče še to, da to polje, o katerem se danes pogovarjamo, ženske, se toliko križa še z drugimi, da je tudi to treba upoštevati, da v bistvu ženska kot mama, ženska kot starejša uporabnica, ženska kot ne vem, neka aktivna najstnica, pač to so vse čisto različni vidiki, ki se prekrivajo tudi z drugimi uporabniki, ki niso nujno ženske. Tako da mislim, da ja, bolj, ko bomo znali videti vse različne potrebe in jih upoštevati, bolj bomo lahko tudi pač več naredili za pač to specifično skupino. Ne vem. Ja, super, hvala. Kar naprej. Ja, no, če se navežem, mislim, da je velika vrednost v tem, da tudi v zagovorništvu, ko se udeležujemo kot organizacija raznih dogodkov, kjer nas sprašujejo za mnenje, kjer želimo neke svoje ukrepe uveljaviti, da je treba poudarjati to raznolikost ženskih izkušenj, ker mislim, tudi nam je kar revolucionarno odprlo oči, ko smo začeli to delati čist pri svojem delu. Ko smo govorili, ne vem, s študentko, ki je bila deležna dejansko spolnega nasilja na javnem potniškem prometu, kar prej dejansko mi smo tisti, ki hočemo govoriti same lepe stvari o javnem potniškem prometu, ampak je treba odpirati tudi ta vprašanja. Z predstavnico romske skupnosti, ki živi v skupnosti, kamor ne vodi javni potniški promet, ker je to neko napol legalno naselje, ki ni bilo nikoli planirano, da bo tja prišel tudi avtobus ali pa kaj podobnega. Z zdravnico, ki obiskuje starejše na podeželju in 3/4 časa se ukvarja s tem, kako jim organizirati prevoz v bolnico, ne pa z zdravljenjem. Se pravi, ja, res te raznolike perspektive nekako vseeno poskušati pri našem delu uporabiti in da so te stvari slišane tudi na pač višjih nivojih. Ja, meni se zdi tukaj še vedno vključevanje zelo ključnega pomena, pa mogoče vključevanje, da je to ena taka beseda, ki se jo mnogi še vedno bojijo, ker ne vem, mogoče projektanti dostikrat razumejo vključevanje, da bojo pa zdaj udeleženci odločali o tem, kako bo klop oblikovana ali pa nekaj. Mislim, da tle predvsem za zbiranje podatkov, raziskave, ki so potem podlaga za projekt. Tako da to se mi zdi v bistvu ključno, sploh da se o tem pogovarjamo in da dosežemo neke spremembe. Poleg tega pa seveda tudi izobraževanje še vedno strokovnjakov, tako projektantov, odločevalcev in tako. Pa tudi neke male spremembe se mi zdi, da imajo lahko zelo velik učinek. Torej, ne vem, že samo, kar smo se danes pogovarjali, recimo čisti pločniki ali pa kolesarske steze. To res ne zahteva veliko, ali pa daljši prehodi za pešce, recimo časovne, ne vem, ženske, torej sanitarije javne. To so neke take stvari, ki se mi zdi, da se navezujejo na, dejansko to je neka agenda občine. Ne zdi se mi zdaj, da moramo čakati na neke predpise, ki nam jih bo država dala, ampak je v bistvu odločitev, kako se bo posamezna občina tega lotila. A je to prioriteta ali ne? To je moje mnenje. Mogoče še za konec še moj vidik, zakaj je vključevanje pomembno, predvsem tudi iz tega vidika, da ko vključimo nazaj vse te raznolike skupine, zdaj, o katerih se pogovarjamo, da jim damo tudi občutek
da so slišane, da imajo ta prostor, tudi mogoče idejo, da se začnejo nazaj vključevati, tako kot recimo smo zdaj govorili z mladimi najstniki, da jim v bistvu damo nazaj idejo, da je tudi za njih tukaj prostor, da lahko pač sodelujejo v teh procesih. Se mi zdi, da prek intervjujev sem z enimi dekleti bila res pozitivno presenečena, kako so bile pač vesele, da jih nekdo sprašuje o tem in da, ker zdaj na trgovski šoli glih poteka obnova njihove pač okolice šole, da so tudi s tem veliko bolj se čutile opolnomočene, da lahko prispevajo v teh pogovorih in se mi zdi, da bi lahko tudi na nek način vsaj v prostorih, ki so namenjeni eni skupini, zdaj v tem primeru pač mladi, srednješolci, da bi lahko v prostorih, kjer se zadržujejo, tudi sami imeli več besede ali pa študentje glede dizajniranja okolice faksov ali pa samih kampusov, ki se jih zdaj postavlja. In tudi iz tega vidika, da se javni prostor vedno smatra kot prostor za vse, da se razmišlja o različnih elementih, ki se jih vključuje v prostore, da privlačimo različne skupine ljudi, ne da dizajniramo prostore, ki so zgolj za mlade ali pa zgolj prijazne mamam ali pa zgolj migrantom, ampak da se pač različne skupine vključuje nazaj v isti prostor. Tako. Se bojim, da je naš čas potekel in da ne morem zdaj publiki dati priložnosti, da bi še publika kaj vprašala. Se bom zahvalila vsem mojim gostjam. Mislim, da glavni poudarek je na tem, da je vsekakor problem odprt in se ga kar dobro zavedamo na vseh možnih ravneh in v različnih vlogah in da tudi pravzaprav že vemo ali pa znamo iskati rešitve tam, kjer pride do, bom rekla, srečnega trka, znanja, poguma in politične volje in odločenosti se tudi stvari že dogajajo. Glavna beseda se mi zdi pravzaprav ta vključevanje, je bilo rečeno, ali pa participacija, kakorkoli že, vsekakor ta odprt dialog, ki potem tudi vse te finese, male razlike znotraj ene skupnosti, ker pač seveda ženske niti najmanj niso homogena skupnost, kot je bilo lepo povedano, in pravzaprav, če jih pogledamo z več vidikov, ugotovimo, da pravzaprav predstavljajo še velik delež drugih skupin prebivalcev, ki so tudi praviloma izključeni iz pogovorov o tem, kako urejati javni prostor ali pa tudi naprimer promet, zato da bomo lahko skupaj živeli bolj svobodno in enakovredno in tudi pravično na koncu. Hvala vsem za ta lep dan, posebej mojim gostom in lepo se imejte še naprej, pa še malo neformalnega pogovora ob kosilu zdajle.